En lep nepremičninski pozdrav tudi danes. Danes pa smo že v 3. dnevu nepremičninskega popotovanja. V prvem dnevu smo govorili, kakšne stroške imate pri nakupu in kakšne pri prodaji vaše nepremičnine, oziroma če kupujete ali prodajate nepremičnino. Včeraj smo se dotaknili seveda najemniškega trga. Danes bomo pa imeli spet eno prav posebno temo. Jaz verjamem, da vam bo ful pomagala, seveda v primeru, če se odločate za nakup nepremičnine. Verjamem, da vas spet večina gleda tale video v posnetku, zato bom zelo vesela in zelo hvaležna, če mi spodaj v komentar napišete, tisti, ki gledate v živo in tisti, ki gledate v posnetku posnetek. Teda hvala. Pa gremo kar naprej, se dotaknimo te teme. Torej, jaz bom kot vedno govorila vse iz prakse, poskušala neke primere dajati, tako da bo čim bolj razumljivo. Bom ful vesela, če boste pol na koncu tudi napisali, če je bilo razumljivo, če je seveda vam bilo tudi koristno. Torej, na kaj paziti, da boste kupili pravo nepremičnino oziroma pri vašem odločanju nepremičnine. Prvi korak. Vzamite si list papirja, dobro, jaz sem zdaj to zvezek, in si napišite v bistvu, kaj sploh vi potrebujete, in seveda napišite si tudi, kaj želite, ker kaj želite in kaj potrebujete, v praksi sta to res dva različna pola. Recimo, da si vi želite, da bi bili nekje v neokrnjeni naravi, ob enem pa v bistvu potrebujete, da vaši otroci grejo v šolo peš. Ali pa si recimo želite, da bi bila tašča doma v drugem kraju, potrebujete pa taščo v bistvu čim bližje, ker mora seveda vsak dan pobrati vaše otroke. Zdravo, Tina. Za ostale pa ne vidim, kdo je vse v živo. Torej, ostali smo pri tašči. Poglejte torej, kaj si želite, kaj potrebujete. Si napišite na list papirja. Ob enem je mogoče fajn tudi, da vidite recimo v službo, če hodite z avtomobilom, koliko časa boste rabili. Dajte se peljati, ne vem, v drugi kraj, pa da vidite, koliko rabite. Ker ponavadi zjutraj nimamo ravno dosti časa in nimamo časa, da se vozimo 30 minut v službo. To je ena taka prva zadeva, torej čustva tukaj probajte izklopiti. Ni čustev. Druga zadeva, ki lahko rečem, da morate res paziti pri nakupu vaše nepremičnine, je temeljit ogled nepremičnine. Kaj zdaj to pomeni? Recimo, da kupujete vi avto, verjetno ne greste sami kupovati, saj jaz ne grem avta kupovati sama, zato ker se na to ravno najbolj ne spoznam. Zato vam priporočam, da zraven nekoga vzamete, da vam seveda malo zadeve pogleda. Recimo v praksi. Nepremičnina je na sveže prebeljena. Zakaj na sveže prebeljena? So mogoče lastniki s tem želeli karkoli skriti, recimo je vlaga, mogoče teče zgornjemu sosedu dol, kaj bi še lahko bilo pri teh zadevah. Ja, še ena zadeva, če je le mogoče, probajte odmakniti pohištvo, da vidite v bistvu, kaj se sploh od zadaj skriva. En namig še, dostikrat lastniki rečejo, ja, elektrika je menjana. Ja, poglejte, ponavadi lastniki samo menjajo elektroomarico, ostale zadeve pa pustijo, tako da vizualno boste vi pogledali, pa boste mislili, aha, elektrika je menjena. Poglejte vse te zadeve, torej vzamite nekoga zraven. Naslednja zadeva, torej točka 3, parkiranje. Pridite na nepremičnino zjutraj, zvečer, pridite čez vikend, tako da boste videli, koliko je prostora in če boste sploh imeli kje prostor parkirati. Poglejte, če je slučajno zemljišče, kjer se parkira, ali je funkcionalno zemljišče bloka ali ne. Da vam ne bojo mogoče čez eno leto poslali računa, ker je zemljišče od ene fizične osebe, pa boste mogli začeti plačevati za parkiranje. Tako da parkiranje zelo pomembno. Točka 4, stroški. Naj vam lastniki dajo položnice za zadnje 3 mesece. Dobro poglejte, koliko se plačuje v rezervni sklad,
Ponavadi so kakšni krediti, ki se zraven plačujejo pri rezervnem skladu, da se recimo odplačuje fasada, streha. Vse to res temeljito preglejte. V primeru, da kupujete nepremičnino poleti, poglejte še seveda račune za pozimi, da vas ne bo pač pozimi kap, ker boste dobili 300 € za 50 kvadratov ogrevanja, tako da to je zelo pomembna zadeva, torej rezervni sklad preverite in stroške. Potem imamo, kje smo ostali pri točki 5, pravni vidik. Pravni vidik dajte, enako kot sem prej rekla, za temeljit ogled nepremičnine. Pri pravnem vidiku sigurno imate kako prijateljico, nepremičninsko posrednico, če nimate svojega nepremičninskega posrednika, naj preveri zadeve, kot so zemljiškoknjižni izpisek. Pazite, če so kakršnekoli plombe, plomba je alarm. Pazite, če kakršnakoli hipoteka, v primeru, da je hipoteka, rabite od lastnika še eno izjavo, v bistvu izjavo o nameravanem izbrisu upnika. Torej, recimo banka bo napisala, da mora lastnik še plačati toliko pa toliko, da boste vi seveda dobili bremen prosto nepremičnino. Upam, da je zdaj to razumljivo, da nisem prehitro povedala, tako da če je razumljivo, prosim, da napišete spodaj razumljivo. Torej, ZK izpisek, gradbeno dovoljenje, seveda pravnomočno, uporabno dovoljenje. V primeru, da kupujete parcelo, dostop, tukaj dostikrat ljudje pozabijo na dostop. Potem lokacijska informacija pri parceli, da sploh vidite, če lahko gradite hišo gor, ker lahko se zgodi, da boste kupili stavbno zemljišče, pa žal ne boste mogli hiše gor zgraditi. Teda lokacijska informacija, torej pravni vidik, upam, da je zdaj bilo to razumljivo, da sem to nekako razložila na čim bolj enostaven način. Če pa karkoli ni bilo, bom pa seveda vesela, če mi boste napisali še kakšna vprašanja. Potem pa še en bonus in sicer bom se kar dotaknila moje prijateljice Klavdije, ki mi je namignila. Sosedi. Ja, definitivno pojdite preveriti, kdo so sosedi. Fajn je, če lahko vidite, kdo je od zgore nad vami, kdo je od spodaj, pri hiši seveda levo, desno. Malo se zapeljite še zvečer, čez vikend, da boste videli, če so mogoče doma tam kaki žurerji, pa vam to najbolj ne ustreza. Tako da, ja, večkrat na nepremičnino. Kaj pa je naredila moja prijateljica Klavdija? Je pozvonila eni sosedi in seveda Slovenci smo res takšni, da radi vse povemo. Soseda je seveda povedala, kateri sosedi so najhujši, kateri sosed je glavni, vse pomanjkljivosti na bloku, ki so. Teda dajte, pozvonite, sosedi ful radi vse povejo, tako da boste marsikaj zvedli od sosedov. Teda to je bilo to za današnji dan. Jaz upam, da vam je bilo koristno, zanimivo. Sigurno bo kdo od vaših prijateljev v naslednjem mesecu, verjetno ne, ampak v kratkem kupoval nepremičnino. Bom zelo vesela, če ta video delite naprej in napišite seveda, če vam je bilo vse skupaj koristno. Do jutri ob 11. vas lepo pozdravljam, zunaj sneži, idite se kepat, no seveda, če je tole mogoče, ostanite pozitivni, svetijo. Pa, pa!